Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Živeti po načelu, daj drugemu to, kar si želiš nazaj, je do neke mere ustrezno, vendar ne deluje vedno, zaradi tega, ker drugi ljudje ali ne delujejo na tak način, ali pa jim dajemo nekaj, česar oni ne rabijo, nimajo tako velike želje, potrebe, in nam dajejo nazaj tisto, kar se njim zdi pomembno, ampak za nas nima to take velike vrednosti. In potem pride do nesporazumov, do razočaranj, žalosti, brezupa, celo do razhoda. Kar je pomembno, je to, da mi najprej ugotovimo, kaj si mi želimo. Kaj si mi želimo. In da se malo osredotočamo na to, kakšni so drugi in kako si želijo čisto neke tretjih stvari, ki sploh niso pomembne. In to imenujemo hotenja. In o hotenjih sem jaz pisala v knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Zdaj pa ponovno poglejmo ta hotenja. Prvo hotenje je hotenje pripadnosti. Se pravi, mi želimo nekomu pripadati. Ampak koliko močno želimo nekomu pripadati, je odvisno od tega primanjkljaja v nas. Se pravi, manj ko imamo mi tega občutja, da nekomu pripadamo, manj ko imamo mi občutja, da mi zmoremo, da lahko zaupamo sebi, bolj si bomo želeli od druge osebe, da nam to da, da nam to pokaže, da nam da stvari, občutja, ki niso v nas. To so ljudje, ki so pogosto zaskrbljeni, ki jih je strah, ki želijo od nekoga slišati, zvedeti, poskrbel bom zate. Poskrbel bom zate, vse bo dobro, ne bom te zapustil ali ne bom te zapustila. Ker si enostavno ne znajo predstavljati, ali da bi živeli sami, in če živijo sami, imajo neprestan strah, da sami ne zmorejo. In če taka oseba, ki zelo potrebuje ta občutek pripadnosti, sreča osebo, ki tega občutja, ki tega ne rabi v tako veliki meri, je ne bo razumela in ji tega v tako veliki meri, kot ona to potrebuje, ne bo mogla dati. In takrat rečemo, da je ta druga oseba, pa naj bo partner ali prijateljica, brezbrižna, da ji ni mar za nas, da ne poskrbi za nas. Ker mi bomo dajali to, česar si mi želimo. Se pravi, mi bomo tej osebi bomo zelo ustregli, ji bomo zelo na razpolago, jo bomo določene stvari prosili, bomo pričakovali, da nas bo postavila na prvo mesto, da nam bo vedno znova pokazala, kako smo pomembni in kako ji lahko zaupamo. Ampak ker tega ni v nas, oziroma je v nas tega tako malo, bomo vedno znova iskali neke dokaze, ali je to, kar mislim, kar si želim, kar sem dobila včeraj, ali to velja tudi danes. In rabimo vedno znova in znova in znova dokaze, da smo sprejeti, da želi biti z nami, da smo ji pomembni.
Ampak druga oseba, kot sem rekla, če tega ne rabi, se bo počutila, da nikoli ni dovolj. In enkrat bo rekla, ne glede na to, koliko ti dam, ne glede na to, koliko naredim, tebi ni nikoli dovolj. In bo prišlo do nesporazuma. In bosta dve osebi ranjeni, vsaka s svojimi pričakovanji, razočarani in neštetimi vprašanji, zakaj. Zakaj se to dogaja? Zakaj jaz, ko toliko dam, toliko pokažem, toliko ustrežem, nikoli ni dovolj. In druga oseba bo rekla, jaz, ki tej osebi toliko dam, toliko ustrežem, nikoli ni dovolj. Drugo hotenje je hotenje zaupanja. Kako mi lahko drugi osebi zaupamo, če ne zaupamo sebi? Če smo odrasli v nekem pomanjkanju čustvene bližine in tega biti z mano ni nikoli dovolj. Mi bi si dobesedno radi prilastili to osebo. Pokaži mi, da ti lahko zaupam, Kako ti jaz lahko zaupam, če te ni z mano? Kako ti jaz lahko zaupam, če preživljaš čas z drugimi? Kako ti jaz lahko zaupam, če hočeš iti s prijatelji, če hočeš biti sam? Pa ne gre tukaj za moškega ali žensko. So moški, ki so preokupirano navezani. Bodi z mano. Zakaj moraš iti s prijateljicami na kavo? Zakaj moraš iti s prijateljicami na izlet? Zakaj po službi ne moreš priti takoj domov? In mi dajemo drugim ljudem svoj čas, pogovore, skrbimo, da bo vse urejeno, ampak še vedno ni dovolj. Imamo občutek, da ta druga oseba ne ceni to, kar ji dajemo. In hočemo več, in hočemo še bolj dati, in smo vedno razočarani, ker nam druga oseba tega ne da nazaj. Zato, ker morda drugi osebi to ni tako pomembno. Če se najdeta dve osebi, ki sta preokupirano navezani in ki tako močno želita čas preživljati skupaj, potem je to zelo uspešna veza. Okolica jih sicer gleda in reče, kako je to mogoče, ampak njima to ustreza. Če se pa znajdeta dve osebi, ki imata različna hotenja in ponavadi se najdejo ravno nasprotja, zato ker nam življenje pripelje na pot ljudi, kjer naj bi mi predelali stvari, ki nam manjkajo. Se pravi, da mi lahko na ta način zrastemo, da lahko osebnostno dozorimo. In zato se je tako pomembno osredotočiti vase in manj na drugo osebo. To ne pomeni, da mi postanemo egocentrični in egoisti, ampak da preden mi nekaj zahtevamo od druge osebe, ugotovimo, kaj pravzaprav hočemo, zakaj to hočemo in ali nam to sploh lahko da, ali morda ne pretiravamo. Ampak tukaj lahko zelo hitro nastopi občutek krivde, a jaz sploh lahko kaj dobim, kaj zahtevam, kaj pričakujem od druge osebe. In to je to, ko mi ves čas v življenju iščemo ravnovesje. Zato je pomembno, da se mi osredotočamo nase, da pretehtamo, pregledamo,
primerjamo, kako bi bilo, če bi mi nekaj takega povedala prijateljica, kaj bi svetovala, kako bi bilo, če bi se to dogajalo moji hčeri ali sinu. Ampak zdaj sem malo zašla že. Veste, osebnostna rast, osebnostna zrelost pomeni, da smo mi sposobni vpogleda vase, da se mi zavedamo, kaj je v nas, kaj nam manjka, kaj želimo od druge osebe. In da ko tega ne dobimo, ne gremo v neko skrajnost blaznega razočaranja nad ljudmi, ampak si rečemo, kako bi jaz lahko določene stvari v sebi spremenila, zato da bom takšne ljudi lahko ali prej dala iz življenja, ki niso ustrezni zame, ali lahko živela na način, da bi sprejela to, kar dobim. Mislim, da sem zakomplicirala, ampak upam, da ne preveč. Tretje hotenje je hotenje vrednosti. Če imam prav, sem vreden. In tega je kar precej, oziroma nič več kakor ostalih hotenj, ampak mogoče so malo bolj vidne, ne? To so glasni ljudje, ki hočejo imeti prav za vsako ceno. In njihov jezik potrditve, njihov jezik ljubezni je potrditev. In v družini, v partnerstvu, če moški ali ženska to potrebujeta, bosta in druga oseba potrebuje veliko časa za skupno preživetega časa, potem bo ta oseba dajala tej osebi zelo veliko časa, druga oseba bo pa rekla, lej, saj ti si v redu, meni je v redu s tabo, fajn se poskrbiš. Ampak ta druga oseba tega ne bo čutila, zaradi tega, ker rabi čas. In ta prva oseba bo rekla, daj ti, ne ti meni dajati časa, ti meni povej, da sem jaz v redu, kdaj me pohvali, kdaj mi povej, da si zadovoljna ali pa zadovoljen z mano. Povej mi, da sem lepa, povej mi, da si ponosna name. Ljudje, ki tega ne rabijo, se bojo mogoče zdaj smejali in bojo rekli, to je kar nekaj, kdo pa to rabi. Ampak od te druge osebe rabijo pa nekaj drugega, kar se bo mogoče tem prvim osebam zdelo, kdo to rabi. Tako da je manj pomembno, da se osredotočamo na druge ljudi, ampak bolj pomembno je, da se mi osredotočamo nase. Kaj je to, kar jaz rabim? Zato, ker ko mi zadostimo s tem svojim hotenjem do določene mere, ko imamo hotenja v neki zdravi, pravi količini potešena, takrat se mi lahko odpremo svetu. Takrat mi lahko sprejmemo drugačnost drugih ljudi. Takrat imamo mi neko širino, čeprav so to vse neka prežvečene besede, ampak kako sprejeti drugo osebo, ki je drugačna od nas, če v nas vse kriči, da rabimo nekaj drugega, da rabimo, da hočemo in da drugi morajo. In tako se zgodi, da smo v življenju vedno znova in znova razočarani nad sabo, nad ljudmi. Sprašujemo se, kaj sem naredila narobe, zakaj jaz tega ne dobim. Ampak ker je tega
tako malo v nas ali ker tega skoraj ni v nas. Tudi to, kar mi dobimo od sveta, od drugih ljudi, je za nas premalo, ker vedno znova in znova smo osredotočeni, dobesedno receptorji, sprejemniki čakajo, ali bom to dobila. In če tega ne dobim, je z njim nekaj narobe, ali je z mano nekaj narobe. Ali se nisem dovolj potrudila, ali nisem dovolj dobra, ali nisem dovolj vredna, ali nisem dovolj pametna, ali nisem dovolj lepa, ali ne vem kaj. Oziroma je on brezbrižen, ni mu mar, samo nekaj govori in ne dokaže z dejanji. Če bi me imel res rad, potem tega ne bi naredil, ali če bi me imel res rad, potem bi to naredil. Četrto hotenje je hotenje svobode. To ni to, da smo mi doma v kletki. To je notranji občutek ujetosti in druga oseba nam ne more dati svobode, zato ker je ta občutek ujetosti ves čas v nas. Kamorkoli gremo, s komerkoli smo, se mi slej ko prej počutimo ujeti. Ta občutek ujetosti vpliva na to, kako mi delujemo v odnosih. Pa naj bo ljubezensko-partnerskih, poslovnih, prijateljskih. Mi hočemo imeti občutek svobode. In ne glede na to, koliko svobode nam dajejo ljudje okoli nas, mi tega še vedno ne začutimo. Vedno znova se bomo znašli v situaciji, kjer bomo začutili ujetost in takrat bomo hoteli zbežati. To niso te osebe z občutkom ujetosti, niso nikoli preokupirano navezane. To so ljudje s plašljivo navezanostjo. Želijo biti v partnerstvu, vendar v nekem trenutku začutijo, da so ujeti in rabijo odmik. In takšna oseba zelo težko živi s preokupirano navezano osebo. Z osebo, ki želi veliko pripadnosti. Zato, ker sta si tako dva nasprotna pola. In ne samo to, ko ta oseba z željo po svobodi, z občutkom ujetosti, reče svojemu partnerju ali partnerki: ja, lahko greš, ja, privošči si, ja, seveda, pejt sam, pejt sama. Lahko druga oseba začuti, da tej osebi ni mar. Ker če bi jo imel rad ali če bi ga imela rada, potem tega ne bi rekla, ne bi dovolila. Ker če imaš nekoga rad, si ljubosumen. Če imaš nekoga rad, hočeš biti ves čas z njim. Če imaš nekoga rad, ga ne boš kar pustil, da bo hodil po svoje. Ampak, a vidite, tukaj sta dve različni hotenji, dva različna primanjkljaja, ki med tema dvema osebama ne vzbuja zaupanja in ljubezni, ampak vzbuja razočaranje, odsotnost ljubezni. Ni mu mar, če mi reče, da lahko kar grem. In druga oseba lahko reče: če bi me imela res rada, bi me razumela in bi me pustila, da jaz rabim nekaj časa sam, nekaj časa v samoti, nekaj časa, da ne morem skozi tiščati vse skupaj z njo.
To je zdaj, kar jaz govorim, je zelo nasplošno. Za vsakem posamezniku so potem ti razni odtenki, ki jih najdemo pri individualnem svetovanju in pri teh pogovorih, ki jih ne snemam in ki bi bili velikokrat zelo zanimivi, zelo zdravilni za druge ljudi. Ampak nihče, vsi imamo pravico do svoje individualnosti, do svojih intimnih občutij, ki jih ne delimo s svetom. Pri petem hotenju, peto hotenje je hotenje pristnosti. In jaz hočem biti to, kar sem, vendar ne morem biti. Od majhnega so te ljudje zrasli na način, bodi takšen otrok, takšen deček ali deklica, da bom jaz kot mama ali jaz kot oče ponosen nate. Ni važno, kaj ti hočeš, ni važno, kaj bi ti rad bil. Ti bodi to, naredi, daj si gor masko. Živi na način, da bomo ponosni nate, da te bodo ljudje na ta način sprejeli. Zato, ker takšen, kot si v resnici, nisi popoln, nisi v redu. Nisi v redu. In tem ljudem veliko pomeni, če dobivajo darila. Zato, ker z darili se zapolni oziroma dobijo občutek, da so takšni dovolj ustrezni. Ta darila niso samo darila materialne vrednosti. Ta darila so tisti občutek, da drugi ljudje, da neka oseba sprejme to osebo takšno, kot je. Da je lahko zjutraj tudi skuštrana. Ker to, da nas nekdo sprejme, ko nismo popolno urejeni, je darilo. In taka oseba živi zelo pogosto, zelo tako življenje na visoki nogi. Tudi če ga v resnici ne živi, ga hoče prikazati. Ampak v bistvu hoče biti samo takšna, kot je. In ta notranji konflikt, ta notranjo jo žene, jo žre, išče dokaze, ne upa si, strah jo je, poskuša biti spontana in ugotovi, da takšna ni v redu. Zato, ker je v tej smeri preobčutljiva. Ker se je dobesedno odrezala od svojih občutij in so v nezavednem in jih ne zna niti opredeliti, ampak čuti kljub temu. In potem pride druga oseba, ki jo želi rešiti, pa ne moramo rešiti druge osebe, in ji govori in jo prepričuje. In karkoli že, ampak ne deluje, ker tega ni v njej. Ona sama mora najprej sprejeti sama sebe. Ona sama se mora najprej povezati, jaz bom rekla svojo dušo, ampak z dušo se mi lahko povežemo takrat, ko mi sprejmemo svoja čustva, svoja občutja. Ampak ta oseba čuti in ne ve, kaj čuti. Ne zna opredeliti, kaj čuti.
In vedno znova se vrne na to, ravnaj tako, kot je ustrezno in ne tako, kot čutiš. Naredi nekaj, kar je dobro za druge in ne to, kar bi ti rada naredila pravzaprav. Zato, ker drugače je ta notranji vihar premočan. Ona ga ne zazna, ne ve, kaj se dogaja v njej. In največkrat dobi partnerja ali partnerico, ki te stvari spodbuja. Bodi takšen, bodi takšna, da boš ustrezala drugim, da boš ustrezala družbi, da bom lahko ponosna nate, da bom lahko ponosen nate. In zato takšna oseba tako težko zaživi spontano, zaživi v skladu s svojim hotenjem. Težko sprejme to, da ni popolna, čeprav nam ravno nepopolnost daje popolnost. Jaz bom počasi zaključila. Jaz upam, da ste našli kakšen stavek, kjer se boste lahko obrnili vase, kjer boste lahko o njem malo premislili. Vesela bom, če se boste naročili na moj YouTube kanal, prebrali kakšno knjigo, pogledali mojo spletno stran, se odločili za kakšno osebno svetovanje. Imejte se radi, ne obremenjujte se po nepotrebnem. Skrbi ne rešijo ničesar. So samo opozorila, da je treba biti na nekaj pozoren. In kmalu se spet vidimo in slišimo.